Živjo! Živalsko kraljestvo je res polno osupljive raznolikosti, od najmanjše žuželke pa do največjega kita. Ampak kako znanstveniki sploh vnesejo red v ta recimo mu čudoviti kaos? Danes se bomo poglobili točno v to, kako razvrščamo živali in raziskali načrte, po katerih je zgrajeno življenje. Ste pripravljeni? Pa začnimo! Začnimo tukaj, v enem najbolj živahnih ekosistemov na našem planetu, na koralnem grebenu. Poglejte samo tole sliko. To ni samo lepo. To je dobesedno neverjetna zbirka življenja. Od rib, ki plavajo v jatah, do samih koral, ki so prav tako živali, pa do neštetih bitij, ki se skrivajo v vseh teh razpokah. Na enem samem mestu, kot je tole, najdemo predstavnike skoraj vseh osnovnih telesnih zgradb, kar jih poznamo. Občutek je lahko kar malce preobremenjujoč, se ne zdi. In to nas pripelje do osrednjega vprašanja, kaj ne? Kako lahko biolog pogleda to neverjetno paleto oblik, velikosti in načinov življenja ter je organiziran na način, ki je logičen in uporaben? To je v bistvu kot reševanje ene ogromne zapletene uganke, kjer je vsaka vrsta en majhen košček celote. Ključ do rešitve pa se skriva v razumevanju temeljnih načel, gradnje. Da bi razumeli celotno sliko, moramo začeti z najmanjšimi gradniki. Se veste, tako kot ne moremo razumeti veličastne katedrale, če ne poznamo lastnosti vsakega posameznega kamna, tako tudi ne moremo razumeti živalskega kraljevstva, če najprej ne razumemo, iz česa je sploh sestavljeno. Potovali bomo od mikroskopskega do makroskopskega, od enega samega gradnika do celotne zgradbe. Vse se začne tukaj z živalsko celico. To je temeljna enota, najmanjši delček, ki mu sploh lahko rečemo živ. In kar je pri tem res zanimivo, je ta ključna razlika, ki živali loči od rastlin in gliv že na tej najbolj osnovni ravni. Živalske celice namreč nimajo toge celične stene. In ta prožnost jim omogoča premikanje in spreminjanje oblike, kar je osnova za razvoj tkiv, kot so mišice in živci. To so ključni elementi, ki živalim omogočajo, da lovijo, bežijo in komunicirajo. To je res tista temeljna lastnost, ki je omogočila aktivno življenje, kot ga poznamo. Ampak, seveda, ena sama celica še ne naredi živali, vsaj ne večine, ki jih poznamo. Večcelične živali so zgrajene po osupljivo urejeni hierarhiji. Celice z enako funkcijo se združijo in postanejo tkiva. Različna tkiva potem sodelujejo in tvorijo organ, recimo srce ali želodec. Več organov, ki delajo za skupen cilj, tvori organski sistem, na primer prebavila. In končno, vsi ti sistemi delujejo usklajeno in tvorijo celoten delujoč organizem. Vsaka raven gradi na prejšnji in tako iz preprostih začetkov nastane nekaj neverjetno kompleksnega. Da pa ta abstrakten koncept ne ostane samo teorija, si poglejmo en konkreten primer. Vzemimo mačko. Gledamo jo kot celoto, en sam organizem. Ampak zdaj jo bomo v mislih razstavili, plast za plaščo, da bomo videli, kako ta hierarhija dejansko deluje v resničnem življenju. Prvi korak navzdol od celotnega organizma so organski sistemi. To so skupine organov, ki opravljajo velike, kompleksne naloge. Mačka ima dihala za dihanje, ožilje za prenos snovi in, kot vidimo tukaj, prebavni sistem za predelavo hrane. Vsak sistem je kot nek oddelek v veliki tovarni, specializiran za določeno nalogo, in vsi so seveda nujni za delovanje celote. Poglejmo si zdaj pobližje enega od teh sistemov. Znotraj prebavil najdemo posamezne organe. Želodec, ki ga vidimo tukaj, je odličen primer. Predstavljamo si ga kot nekakšen močan mešalnik in kemični laboratorij v enem, samostojna struktura z zelo specifično nalogo – razgraditi hrano s pomočjo kislin in encimov. Podobno so ledvice, organi znotraj sistema izločal, srce pa je seveda neutrudna črpalka znotraj ožilja. In zdaj gremo še globje. Organ, kot je želodec, ni samo neka enolična gmota. Zgrajen je iz različnih tkiv, ki sodelujejo. Imamo krovna tkiva, kot je sluznica, ki obdaja notranjost in ščiti steno. Pod njo so plasti mišičnega tkiva, ki omogočajo krčenje in mešanje hrane. Živčna tkiva, vpletena v steno, prenašajo signale in usklajujejo delovanje. In vse skupaj povezujejo vezivna tkiva, ki dajejo oporo in strukturo. To res briljantno ponazarja, kako se specializacija nadaljuje na prav vsaki ravni. In končno, prispeli smo do temelja. Vsako tkivo, ne glede na to, kako zapleteno je sestavljeno iz posameznih, specializiranih celic. Mišično tkivo iz mišičnih celic, živčno iz živčnih in tako naprej. S tem smo sklenili krog.
Od organizma preko sistemov, organov in tkiv smo se vrnili do osnovne enote življenja. In razumevanje te hierarhije je res prvi korak k razumevanju celotnega kraljestva. Zdaj, ko poznamo gradnike, je čas, da se pospomnimo nazaj in si ogledamo širšo sliko. V redu. Zdaj, ko razumemo, kako so živali zgrajene na mikroravni, se lahko povzpnemo nazaj na makroraven. Čas je, da si ogledamo največjo in najbolj temeljno delitev v celotnem živalskem kraljevstvu. To je pravzaprav prva odločitev, ki jo biologi sprejmejo pri razvrščanju katerekoli živali. Preden razkrijemo to veliko ločnico, si za trenutek predstavljamo, da nekdo najde popolnoma novo, neznano bitje. Kaj je tisto eno samo vprašanje, ki bi takoj pomagalo, da ga umestimo na biološki zemljevid? Odgovor je presenetljivo preprost, a njegove posledice so ogromne. In tukaj je, ima hrbtenico ali je nima? Ta preprosta lastnost deli celotno živalsko kraljestvo v dve ogromni, pa tudi zelo neuravnoteženi skupini. Na eni strani so vretenčarji, živali z notranjim ogrodjem, katerega osrednji del je hrbtenica. Na drugi strani pa so nevretenčarji, res velika večina živalskih vrst, ki te strukture nimajo. To je temeljna razlika v telesni zgradbi, ki določa čisto vse, od gibanja do velikosti. Zdaj, ko imamo ti dve glavni skupini, se lahko podamo na kratek ogled neverjetne raznolikosti znotraj vsake. Poglejmo si nekaj glavnih gradbenih tipov, ki jih najdemo tako med nevretenčarji kot med vretenčarji. To bo kot en hiter izlet po živalskem kraljestvu. Začnimo z nevretenčarji, ki predstavljajo več kot 95% vseh znanih živalskih vrst. Raznolikost je res osupljiva. Imamo spužve, najpreprostejše večcelične živali, ki sploh nimajo pravih tkiv. Potem ožigalkarje, kot so meduze in korale, s svojo radialno simetrijo in ožigalkami za lov. Nato so tu različne skupine črvov, ki so razvili dvobočno simetrijo, kar jim je omogočilo usmerjeno gibanje. Pa mehkužci, kot so polži z zaščitnimi lupinami in inteligentni lignji. In seveda členonožci, najuspešnejša skupina od vseh, z zunanjim okostjem in členjenimi nogami. Sem spadajo žuželke, pajki in raki. Na drugi strani ločnice so pa vretenčarji. Čeprav jih je po številu vrst veliko manj, so nam pogosto bolj znani. Skupine vključuje ribe, prve vretenčarje, prilagojene na življenje v vodi, dvoživke, kot so žabe, ki živijo dvojno življenje med vodo in kopnim, plazivci, kot so kače in kuščari, so usvojili kopno z luskasto kožo, ptiči, potomci dinosavrov, so razvili perje in sposobnost letenja in končno sesavci, skupine, v katero spadamo tudi mi, z značilnostmi, kot so dlaka, stalna telesna temperatura in skrb za mladiče. Ok, razvrstili smo živali od celic do razredov. Ampak, zakaj bi nas to moralo zanimati? Kakšen je pomen te raznolikosti za nas in za planet? Izkazalo se je, da je naša povezava z živalskim kraljestvom globoka, zapletena in, ja, absolutno ključna za naše preživetje. Živali so neločljivo vpete v naše življenje. So ključno vir hrane, od živine, ki smo jo udomačili, do rib, ki jih lovimo. Nepogrešljive so za našo pridelavo hrane, pomislite samo na čebele in druge opraševalce, brez njih bi ostali brez večine sadja in zelenjave. Manj vidni, a enako pomembni so organizmi, kot so deževniki, ki neutrudno rahljajo in bogatijo prst. In seveda, vsaka žival ima svojo vlogo v zapletenem prehranjevalnem spletu, ki vzdržuje ravnovesje v ekosistemoh, od katerih smo odvisni tudi mi. Seveda pa ta odnos ni vedno enostaven ali rožnat. Živali lahko povzročajo tudi ogromno škode. Na tej sliki vidimo uničenje, ki ga povzročajo podlubniki, ki lahko uničijo celotne gozdove. Kmetje se nehano borijo s škodljivci in ne pozabimo, da so nekatere najbolj nevarne živali na svetu majhne, kot recimo komarji, ki prenašajo uničujoče bolezni, kot je malarija. Ta dvojnost, korist in škoda, samo poudarja, kako tesno in kompleksno je naše življenje prepleteno z njihovim. In s tem pridemo do konca našega pregleda. Nekako smo uredili kaos, razumeli smo hierarhijo in prepoznali našo soodvisnost. A zgodba še zdaleč ni končana. Znanstveniki ocenjujejo, da smo odkrili le majhen delček vseh živalskih vrst na Zemlji. In to nas pusti z enim res vznemirljivim vprašanjem. Kakšne neverjetne nove telesne zgradbe, kakšne nove rešitve za preživetje in kakšne nove povezave še čakajo, da jih odkrijemo? Knjiga življenja ima še ogromno praznih strani. Kakšne nove skrivnosti bomo odkrili na naslednjih?